46. novoletnem koncertu simfoničnega orkestra Domžale Kamnik. Za uvod se je zato mi zakladati nekaj uvodnega in tako smo slišali uverturo k eni najbolj priljubljenih oper. Kdor je gledal Formanov film Amadeus, se bo spomnil, kako je cesar Jožef II. Mozartu navrgel, da ima Beki Seraja preveč not, na kar mu je skladatelj odvrnil, da jih ima ravno prav. Tipična Mozartova šala in tudi pred naslednjo skladbo ne sledi ena šala, čeprav glasbena pa ne Mozartova, ampak bolj rockerska. Zakaj? Na rock bandu laže ponazorim naslednjo poanto, kot na celotnem korpusu simfoničnega orkestra. Predstavljamo si zasedbo tipičnega rock banda. V ospredju imamo pevca. Kaj misli pevec pred polno dvorano, pred polnim štadionom? Pevec si misli nekaj takega, kako sem to, kako sem jest pa Pavarotti. To smo najboljša, ampak glede na to, da Pavarottija ni več, vesti, kdo je najboljši, najboljši. Nekako tako to se pevcu po glavi. Tudi kaj se podi po glavi kitaristu? Kaj sem dober, jest pa Petrucci, sam Petrucci nima lih feelinga najbolj, ne, on je bolj računalnik, kdo vajo ne govorim, ki je pa jesen. Kaj mi pomitelj toliko fuša, da je lika mi mot. Najboljši. Bobnar, on je nakuliran, Bobna, lejo, punčko. Obetve prito, obetve. A tudi ti bi pa šel, lej prostore za dosti, ni problema priti. Klaviaturist, 10.000 ti je tukaj le, pa če je vsak dal 15 evrov, malo se stroški, Jurčko potegni zviher na glavo, ni problema. Basist, C, F, G, F, C. Basist. Zlobni jeziki trdijo, da pri simfoničnih orkestrih s kontrabasisti ni dosti drugače kot pri rock bandih z bas kitaristi. Ampak vi imate srečo, oziroma najmanj dva mojstra tega inštrumenta. Prisluhnimo torej Vivaldijevem koncertu, to ima najmanj 3 stavke, tako da mi ne bi to stavke ploskal. Glede na to, da smo v športni dvorani dobi takoj rdeč karton, brez opozorila 5 kazenskih točk. Torej, prisluhnimo Vivaldijevemu koncertu za mandolini, ampak nocoj za kontrabasa, solistoma Petrom Vrčarevičem in Dimitrom Ivanovom.
Ostajamo v nizkih frekvencah, ter se od baroka vračamo k klasicizmu in Mozartu. Ta je, enako kot marsikateri drug skladatelj, rad svoja dela posvečal točno določenim glasbenikom in pevcem. Pri najnižjem glasu sta bila to Amadeusova prijatelja Ludwig Fischer in Franz Xaver Gerrer. Prvi je kriv, da se basisti še danes mučijo z Ozimovo arijo iz na začetku slišanega Biga iz Seraja, drugi pa za nizke tone iz Sarastra, iz čarobne piščale. Mimogrede, koliko basistov potrebujete, da zamenja žaglico? Nobenega, so namreč taki mačoti, da je hodijo po trni. Kljub povedanemu niso primerni zgolj za vloge komičnih likov ali likovcev, ampak se znajdejo tudi v romantičnih vlogah. To boste slišali v naslednji redko izvajani Mozartovi koncertni ariji o ljubezenski prisegi. Zanimivi tudi z vidika, da sta solista basist in kontrabasist. Gre za enega težjih partov za ta inštrument od tistega časa, kar spet zdobni jeziki pripisujejo skladateljevemu maščevanju kontrabasistu Friedrichu Pichelbergu, ker naj bi imel ta razmerje z Mozartovo ženo. Kakorkoli Pichelberga bo nocoj nasledil, v glasbenem smislu seveda, da ne bo pomote, eden od dveh solistov iz prejšnje skladbe, gospod Ivanov, kot Gerlov naslednik pa bo zazvenel Tomaž Štular.
vsebino sledita dve iz obdobja romantike. Hkrati sta iz iste opere, ki je ena najpogosteje izvajanih, in sicer iz Rossinijevega Seviljskega brivca. Mimogrede v zaodrju sem slišal šušljanje, da bi se tudi povazovalec koncerta lahko omislil brivca, pa da mu ni treba v Seviljo, je ljubljanski tudi čist dober obrekovalci. Kot nalašč za Arijo jo bomo slišali kot drugo. Dal sem mi delovni naziv Slovenska, bom razložil zakaj. Za srce brhkega dekleta z imenom Rozina se poleg grofa Almavive poteguje njen skrbnik Bartolo. Temu glasbeni učitelj Bazilijo, v katerega se bo prelevil Tomaž Štuler, ki smo ga slišali prej, predlaga, naj se tekmeca reši s klevetanjem, no, zato slovenska arija. Tudi tista arija, ki jo bomo slišali najprej, je iz prvega dejanja in prav te so zelo prispevale k priljubljenosti opere. Tega se je zavedal tudi Rossini. Prisluhnite, kaj je po uspešnih predstavah v Rimu pisal poznejši prvi ženi, mezosopranistki Izabeli Colbran. Podoknica Almavive odmeva po noči po vseh ulicah. Figarova velika arija je postala paradni konj vseh basistov. Cavatina Rosine, pa večerna pesem, s katero gre tukaj vsaka lepotica v posteljo. Prav tej ariji bomo zdaj prisluhnili v izvedbi Jadranke Juras.
Los Hause, ein Crescendo,
poznate razliko med wagnerianskim sopranom in wagnerianskim tenorjem? V povprečju 5 kg so težje od wagnerianskega tenorja. Ker njih ni eno na njihov račun. Definicija moškega vokalnega kvarteta. 3 možje in tenor. Razlika med čebulo in klarinetom. Nihče ne joga, da razrežeš klarinet. Kaj vreči klarinetistu, ki se otaplja? Kovček s klarinetom, da ne bi kdo. Odmor rabim. Pred njim bomo prisluhnili še 2 skladbama in obe sta iz oper, katerih libreta temeljita na delih znanih književnikov. Pri prvi je to Shakespeare, pri drugi Hugo. Prvo opero je napisal Gounod, drugo Banquier. Morda vam ta priimek ni pretirano znan, a če vam povem, da gre za učitelja največjega opernega skladatelja o Verdiju, Giacomo Puccinija, pa morate priznati, da tudi Banquier očitno ni bil kot muk. Poleg tega sem prepričan, da ste kdaj v življenju slišali vsaj del baletne glasbe iz opere Gioconda. Ziher ste jo slišali. Ampak še pred tem se jim bo pridružila zadnja od solistov, ki jim še nismo prisluhnili nocoj. Julijin valček, Želim si živeti iz Gounodjeve opere Romeo in Julija, zapeva Eva Černe.
Tako kot prvi del se je tudi drugi začel z uverturo. Od Verdija pa sledi še en predstavnik romantike, ki je ustvarjal predvsem glasbeno-scenska dela Leo Delibes. Izrazi na vaših obrazih mi govorijo, da bodi si nimate pojma, bodi si se delate francoza, je štel še profesor Habeta seveda. Da vam podazorim, za kako pomembnega skladatelja gre, ne omenim, da je njegovo delo vplivalo na njegova sonarodnjaka Debussija in Saint-Saëns, ter vsem dobro znanega ruskega mojstra Čajkovskega. Čeprav je ta ustvaril, torej Čajkovski, verjetno najbolj znani balet na svetu, ga je označil za ubogega v primerjavi z Delibovim in dodal, da Labodjega jezera verjetno niti ne bi napisal, če bi bil prej slišal Silvijo. Tudi Delibova zadnja opera je preprosto naslovljena z ženskim imenom, v tem primeru Lakme, in njen najbolj znani del je cvetlični duet. Kdo ga bo zapel, se sprašujete? Kdo ima pozorno uho in ostro oko
je to verjetno že ugotovil, saj so ena od rdečih niti koncerta solisti in njihovo po večini prvo skupno sodelovanje. Spomnimo, od navedenega smo v prvem delu najprej slišali dva kontrabasista. Potem se je enemu od njiju pridružil bas, ki je pozneje zapel še sam. Solirali ste tudi pevki, ki pa nocoj še nista zazveneli skupaj. In da, čez nekaj trenutkov bomo sloviti barkaroli iz opere Lakme prisluhnili v blagozvočni kombinaciji sopranistke Eve Černe in mezosopranistke Jadranke Juras. Takoj za nič manj neznanim pizzicatom iz baleta Silvija, ne zapusti me, ne odidi, še Gregor odidi, Gregor odidi.
Nadaljujemo z uverturama, operetama in s kvizom Nimam pojma. Tisti, oziroma nekateri veste, da pripravljam in berem poročila na nacionalnem radiju in tisti ste zagotovo že slišali, kako sredo dopoldne omenjeni kviz. Pravila so preprosta, odgovarjamo, dokler nečesa ne znamo, takrat prostodušno priznamo, ime mi je, v mojem primeru Gregor, in nimam pojma. Za nagrado dobimo tisti sproščujoč, fantastični občutek, da ni nič narobe, če nečesa ne znamo in si to tudi priznamo. Torej, najbolj znanega mojstra dunajske operete zagotovo poznate, sploh, če vam omenim njegov nadimek. Kdo je torej kralj valčka in zvokov 1. januarja z Dunaja? Kako? Aha, kdo je bil tale glas? Smej izvedeti vaše ime? Zdaj pa se ne enkrat na meni upa. Bom jaz. Gremo na drugo vprašanje. Kdo je Imre Kopštajn? No, zdaj bi zgodil to. Ime mi je Gregor in nimam pojma. Še bolj bi bilo, če bi rekel, pišem se budal, ker je res in nimam pojma. Mogoče vam je bolj znan Emerich Kalman? Gre za istega človeka, ki je bil sošolec Zoltana Kodaja in Bele Bartoka. To pa so že nekam bolj znana imena, kaj ne? Kalman je bil rojen kot Kopštajn v judovski družini na Ogrskem. Želel je postati koncertni pianist, kar mu je zgodaj preprečilo vnetje desne roke. Ukvarjal se tudi z glasbeno kritiko, ampak je ugotovil, da bo tako ostal brez prijateljev med glasbeniki, zato je raje začel pisati operete ter tudi zaslovel z njimi. Za njegov slog je značilno povezovanje dunajskega valčka s čardašem in drugo mačarsko in bolje rečeno romsko ljudsko motiviko. Ta pa ne bo zaznamovala zgolj njegove grofice Marice, ampak tudi Štravsovega cigana Barona. Oboje pod taktirko maestra Slavena Kolenoviča.
Drugi del koncerta smo namreč začeli z opero, ki se vsebinsko naslanja na dogajanje po prvem izgonu Judov. Od 6. stoletja pred našim štetjem so se po večini neprostovoljno selili po svetu. Danes jih največ živi v Izraelu, nekaj več kot 6 milijonov, v Združenih državah Amerike pa jih je več kot 5 milijonov. Med njimi so člani glasbene skupine Klezmatics, ki je letos zaznamovala 30-letnico delovanja. Plesno glasbo vzhodnoevropskih Judov, namenjeno porokam in drugemu slavju, mešajo s sodobnimi glasbenimi slogi in svojim avtorskim pečatom. Posneli so več kot 10 albumov in za tistega pred 10 leti prejeli prestižno nagrado Grammy za najboljši album v zvrsti Glas sveta. Najnovejši album je šel pred komaj mesecem dni in je naslovljen Krivoverci. Tudi sicer so naslovi in besedila njihovih del pogosto provokativna. Vzimimo na primer tretjo ploščo Judje z rogovi. Na njej je uvodna skladba Man with a Hat. Ob iskanju ustreznega prevoda sem kolebal med človekom s klobukom do možem v senci, na kar sem malce bolj prisluhnil besedilu in se spraševal, zakaj bi nekdo opeval zagorelega možaka s klobukom oziroma celo moškega s klobukom v čreslovini. Potem si ponavljal ta vers Man with a hat in a ten. Man with a hat in a ten. Man with a hat in a ten. Man hat, ten, man hat. In ugotovil, da gre za besedno igro, s katero so se glasbeniki poklonili svojemu domačemu newyorškemu polotoku Manhattan. Prisluhnimo torej glasbeni priredbi omenjene skladbe, ki jo je za simfonični orkester Domžale Kamnik napisal danes še neomenjeni kontrabasist Vanja Dizdarević. S strunami največjega orkestrskega glasbila pa bosta se spet poigravala njegova kolega Dimitar Ivanov in Petar Brčarević.
Straussem. Johan Mlajši, kako tudi oče in brata Jozef in Edvard, niso znani zgolj po 3/4 taktih, ampak so poskrbeli tudi za priljubljenost 2/4 plesa. Dunajski simfoniki tako 1. januarja pogosto poskrbijo za pravcati ognjemet zvokov s hitro polko, grom in blisk. Preden mi prisluhnemo, vam v imenu nastopajočih voščim srečno novo leto, ker vas pozivam, da še enkrat z glasnim aplauzom pospremite simfonični orkester Domžale Kamnik in dirigenta Slavena Kulovića.